Jaz sem se začel že kmalu ukvarjati z raziskovalnim delom v drugem letniku medicine. Na histologiji smo delali raziskave, Prešernove nagrade. Potem sem se pa skozi ukvarjal z raziskovalnim delom v Kranju, ko sem delal doktorat, ko sem raziskoval psihosomatske lastnosti žensk med porodom. Torej, imel sem naloge od raziskovalne skupnosti, denar, in moj prijatelj, predstojnik ginekološko-porodniške klinike Vasilij Cerar, je rekel: "Ti, Pajo, kaj pa če bi ti k nam prišel malo raziskovalno delo, da bi dvignil, da bi vpeljal na kliniki?" In sem to z veseljem prevzel. In ta raziskovalni oddelek v Ljubljani se je razvijal. Jaz sem imel veze oziroma sem bil v različnih odborih na raziskovalni skupnosti, kjer smo delili denar. In tako sem skrbel, da je ta oddelek na ginekološki kliniki imel svoj denar, da se je s svojim denarjem nabavil računalnike, internet, to je bilo veliko v tistem času. Ta prenatalni informacijski sistem se je razvil, ker sem bil jezen še, ko sem bil v Kranju v službi, kjer smo dobivali podatke 2 leti po preteku. Torej, čez 2 leti sem izvedel, koliko sem imel pred 2 leti carskih rezov. In sem bil jezen, tako sem rekel, pa ne moremo nikamor naprej. In smo začeli ob neki nalogi, prezgodnji porod, je bila naloga, ki je bila financirana iz denarja raziskovalne skupnosti, smo začeli razvijati najprej neki sistem, da bi zbirali podatke o teh prezgodnjih porodih v celi Sloveniji. Potem sem imel pomoč pri doktor Kožuhovi, ki je imela oddelek za kontracepcijo, ampak je imela posluh tudi, in smo potem začeli zbirati podatke za celo Slovenijo s sistemom, ki smo ga imenovali prenatalni informacijski sistem. Takrat smo pospešili to, začeli smo z aktivnim vodstvom poroda. To se pravi, nismo čakali, da se bo samo začenjalo, temveč smo počasi stimulirali porode, inducirali porode, skratka smo nekje aktivno vodili porodništvo. To se pravi, ko smo združili prizadevanja porodničarjev z neonatologi. Imeli smo to srečo, da smo v Ljubljani imeli izjemno dobre neonatologe, in tukaj smo potem, pa s to materinsko knjižico, ki smo jo po vzoru Hrvaške, moram povedati, takrat smo v tistem obdobju bili, eno leto smo imeli 3. najmanjše število carskih rezov v Evropi. 7%, to se spomnim, 7% carskih rezov. Pri tem, da smo bili 2. ali pa 3. po rezultatih, perinatoloških rezultatih, neonatalna smrtnost in tako naprej. To se pravi, smo bili nekje v vrhu v Evropi po tem delovanju in po uspehih. In sem moral prinesti potrdila iz Avstrije, iz dunajske ene klinike in še ene klinike, da imajo tudi na porodniških oddelkih psihologe. In tako smo prvi, vsaj v Sloveniji, Jugoslaviji, imeli prvi psihologa vključenega v delo porodničarjev. Vse skupaj dobra neonatologija, psihosomatski pristop do porodnice, aktivno porodništvo, v tem smislu aktivno vodenje poroda, je pripomoglo k temu, da smo postali izjemno dobri v kliničnem delu in v slovenskem delu. Po zgledu predvsem skandinavskih držav,
upeljal v Sloveniji to, da so bili lahko pri porodu tudi očetje oziroma partnerji. Ena stvar, ki pa nisem uspel, ki je bila takrat, pa še danes po moje je važna. Ko se je govorilo, posebno včasih je bilo to bolj važno, so bile ženske po 2 dni v porodni sobi in niso dobile nič jesti, oziroma zelo malo, ker so se bali, da bo treba narediti carski rez. Ne? In je takrat bilo v svetu, da bilo rečeno, da ne more ženska dobro roditi, če je 2 dni lačna. Tega pa, da bi to v Slovenijo upeljalo, da bi lahko bolj jedle ženske v času poroda, pa nisem uspel. Včasih sem mogel dneve prebiti na medicinski knjižnici, sem kakšno knjigo dobil, da smo šli naprej. Imate to srečo zdaj, da samo malo pogooglate, če temu lahko rečem, in dobite množico podatkov. In zelo pomembno je, da znate, da ste dobili to, da znate vrednotiti, kaj je pomembno, kaj ni. Ker pri tej množici podatkov se dogaja tudi to, da so nekateri slabi. To, da mora biti pacient človek, ne številka. In zdaj, ko hodim okrog kot pacient, vidim to grozoto, kako nekaterim tam mladim pomeniš samo številka.